V petek je mandatar Janez Janša na novinarski konferenci predstavil svojo ministrsko ekipo in o njej dejal, da je dobra. Predstavniki medijev so bili osupli. Pričakovali so namreč, da jo bo ocenil kot odlično. Ljudstvo pa si je oddahnilo, ker ministrske ekipe ni označil za sanjsko. Njegov predhodnik Borut Pahor je pred 3 leti namreč storil tako. In potem smo lep čas živeli kot v hudih sanjah. Mandatar vlado snuje, koliko ministrov potrebuje. 1, 2, 3, pa povej število ti. Ja, nekaj že. Že, ampak koliko? Janša pravi, da 12. Torej 1 ducat namesto 1,5 ducata. Kakšen bo pa sploh prihranek? Vinko Gorenak pravi, da precejšen. To je 6 ministrov, 6 tajnic, 6 šoferjev in 6 šefov kabinetov. Torej 4 po pol ducata, in to, če fikusov sploh ne štejemo. Opozicija je nemudoma razglasila žalovanje. Tiskovna agencija Gosta Megla je namreč sporočila, da je med ministrstvi, ki so v krvavem pokolu izgubila svojo samostojnost, tudi Ministrstvo za kulturo. Gre za ministrstvo, ki se ga bo v zaloščeni slovenski narod še dolgo spominjal po nesebičnih prizadevanjih ministrice Majde Širca, ki je tam neutrudno snovala medijske zakone. Ti so na referendumih sicer drug za drugim pogoreli, ampak namen je bil pa dober. Kaj dober? Namen je bil najboljši. Še boljši je bil edinole namen najgenialnejšega slovenskega filozofa Slavoja Žižka, čigar divje misli ministrica, ki nas zdaj zapušča, izjemno ceni. Gre za Žižkov načrt končne rešitve slovenske kulture in ta se glasi takole. Največja usluga slovenski umetnosti bi bila, če bi pod Cankarjev dom, ko so tam zbrani vsi kulturniki, podstavili veliko bombo, tako da bi vse razneslo in bi jih bilo, če rečem tako zelo neokusno, še več kot v tisti jami, ki so jo nedavno odkrili. Nato pa bi jih lepo, dostojno pokopali. Ja, tako je predlagal Žižek v času ministrovanja Majde Širca. Evtanazija kulture. Kako humano. Zakaj bi se revica mučila, kaj ne? Lepo in preprosto. Bum! In kulturniki bi bili enkrat za vselej rešeni vseh težav. Žalujoči ostali, se pravi razni kulturni skladi, inštituti, agencije in podobno, pa bi končno v celoti razpolagali s proračunskimi sredstvi, namenjenimi kulturi. Ampak, kot bi rekel Prešeren, ta up je šel po vodi. Na Ministrstvu za izobraževanje, kulturo, znanost in šport, kamor po novem spada, pa se kulturi gotovo ne bodo utegnili posvetiti do te mere, da bi uresničili genialno Žižkovo zamisel. Bo pa zato šla rakom žvižgat pravna država. Tako vsaj poročajo mediji. Razlog tragedije je v tem, da naj bi po novem tožilstvo sodilo pod notranje in ne več pod pravosodno ministrstvo. Odhajajoči minister Aleš Zalar, ki je zadnje mesece, ne da bi bil en sam trenutek v zadregi, nadziral obe ministrstvi, pa zdaj v globokem obupu vije roke.
Tukaj leži glava nogi in v roke rajnke tožilske stroke. Dul, 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 slavna pravda butalska, dul, 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 slavna pravda butalska. Ujel jo zdaj je hud policaj in pogubu, ko je glih prilko dubu. Dul, 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 slavna pravda butalska, dul, 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 slavna pravda butalska. Gorjeti zdaj za vekomaj pravna država, ko te snedla bo stranka neprava. Dul, 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 slavna pravda butalska, dul, 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 slavna pravda butalska. Zdaj pa še mala logična uganka. Med tistimi, ki ostro nasprotujejo umestitvi tožilstva na novo lokacijo, je tudi glavni tajnik sindikata vzgoje in izobraževanja, Branimir Štrukelj, ki pravi takole. To je tako, kot bi ustanovil direktorat, kjer bi skupaj delali policaji in pa lopovi. Kaj so v tej zgodbi policaji, to se ve. Kaj pa so potem takem tožilci?